Pozdravljeni v novi epizodi Kozmo vročega podcasta, kjer bova Nataša in Klemen danes govorila o slabih zmenkih. O krutih zmenkih. Krutih zmenkih. A si imel kakega ful slabega? Pa sigurno, vedno se kakšen zmenk zgodi, ki se zelo slabo konča. Jaz mislim, da imamo vsi kakšnega tazga za sabo, kakšnega malo ponesrečenega. In mi imamo iz enega našega zelo obranega članka 7 zelo pravijo krutih. Krutih? Krutih izpovedi. Okay. Da vidimo te krute. Kaj je kruto? Prva zgodbica. Ne preveč privlačna je naslov. Okay. Ja. Pred leti sem šla na zmenek s tipom, ki mi je bil všeč, on pa mi je iznenada rekel, še dobro, da nisi preveč privlačna. Mi ne bo treba tekmovati z drugimi tipi. Oh. Ko se je to zgodilo, me je tako prizadel, da sem jokala. Danes, ko se spomnim te situacije, pa jočem od smeha. Logično. Jaz mislim, da je pač to, ja, ta prvotna si tako, excuse me? Da se pač smeješ, ker jaz mislim, da te ljudje, ki imajo take komentarje, imajo tak največ kompleksov sami sabo. Kako pa ti gledaš na situacijo? Iz moškega vidika, kaj je ti rekel? Ne vem, meni v bistvu, ne vem, moraš biti malo džentelmena, no, moraš pač ta šmek malo imeti, da ki se usedeš, da ne govoriš teh neumnosti. No. Pa če si to že misliš, ne, zadržiš verjetno. Za mene vsaka ženska ima nekaj svojega lepega na sebi in ne moreš tega reči, no. Ja, no, pa. Grdo. Se kar strinjava. Jaz tudi ne bi mogla tega. Mislim, če že greš nekom na zmenk, najbrž ne greš za to, kaj ti ne bi bil ja, in potem je srečo, ker nisi lepa, zdaj pa te drugi moški ne bojo gledati. Prosim, ne tekmovati zame v tem primeru. Naslednja zgodbica. 1 uro sva se pogovarjala o avokadu, ker je bila to edina stvar, ki ima oba rada in nama je bila skupna. 1 uro o avokadu. A ste šla potem na avokado na mas še dati si na kruh? Pa. A bi se lahko 1 uro pogovarjal o avokadu? Toliko po mojem, da ga ne poznam dobro. No, mogo bi biti že kakšen biolog ali kaj, kjer že to raziskujejo. Jaz ga sploh ne maram. Res, ne maraš avokada? Ne. Tako, brezvezno mi je po eni strani, po drugi mi je pa tako, ni mi dober. Jaz ga vedno vzamem ven, pa ga zmešam, pa si takaj naredim. Še z drugimi stvarmi zraven. Avokado toast? Ali? Ja, recimo. Tako, recimo guacamole, če ga kdo naredi, ga bom pojedla, sama pa enkrat sem kupila avokado in to je to, not a fan. Tako da jaz se 1 uro sigurno ne bi mogla o avokadu pogovarjati. To bi ti mi toliko skrili, da ti sploh ne bi dojela, da veš avokado. Ja, se mogoče res. Tako, ko mešajo fižol v brownije, ne? Pa ne veš. Pa ne veš. Ja, pravijo, da je pri avokadu pomembno itak, kakšne začimbe dali zraven, sicer ne? No se bo tle zdaj 5 minut pogovarjala avokado, vidiš to? Vidiš, kako avokado hitro ne se pogovarja. Ampak mi ne pomagajo te začimbe v avokadu. Ga začutiš? Ja, tak kašasta zadeva mi je. Ok, špageti, a imaš rad špageti? Itak, to je meni hrana. Ok, bomo videli zdaj. Po nekaj srečanjih sva počasi prešla do nekoliko bolj intimnih vprašanj o seksualnosti. Med enim pogovorom me je vprašala, če bi dovolil, da mi ustavi špaget. Ja, špaget kot testenino. Vsečno odprtino. Bil sem tako zmeden in presenečen nad vprašanjem, da nisem vedel, kaj naj odgovorim. Ona pa je nadaljevala z vprašanjem, a tudi, če bi bil skuhan, ga ne bi. Wow. Ja. To ni bil niti najbolj bizaren del. Najboljše pri vsem tem je bilo, da je bila ona močno prizadeta in razočarana, ker je dovolim ustavljati hrane v moj penis. To me kar boli. Jaz si to sploh ne predstavljam. Jaz bi kar pobegnil. Jaz bi laufal. Pač. Ja? No. Kar bizaren zmenek. To je res bizaren zmenek. Jaz si sploh ne predstavljam, kako bi špaget kam ustavili. Kuhan ali pa ne kuhan. Mene kar boli vse že zdaj. Ok, naslednja zgodbica. Gospodične Dore. Kot prvo, zamujal je 20 minut. Kot drugo, večino časa je bil on tisti, ki je govoril. Kot tretje, edino, o čemer je govoril, je bilo to, koliko zasluži. Koliko denarja bo imel v prihodnosti in kako fantastično službo ima.
Pojasnil mi je tudi, da verjame, da črnci enostavno genetsko ne morejo biti enako inteligentni kot belci. A ja, mimo grede, Dora je črnka. In to je ne on razlagal. Te so res bizarni, no. Bizarne. Mene je tudi, recimo, da tip zamuja, me zmoti. Da on skozi, drugače jaz ful rada govorim, ampak zelo pustim besedo tudi drugim, tako da če bi bila na zmenku, bi pustila besedo nekomu drugemu. In to, ko ga zasluži, je tako ena zadnja stvar, ki bi me zanimala na zmenku. Pa se mi zdi, da marsikoga, no, ampak ne vem, večinoma enim ljudem je to drive v življenju, da so ful zaslužili in to je ful pomembno. Ne? Ja, ponavadi so to unitko piramidni schemeri. Ja. A bi si želel dodaten zaslužek, mogoče? A si že dobil kakšno tako sporočilce na Instagramu? Ja, vedno se neki to pride, pa si v neke skupine noter dan, da te potem, če daš ti to keša, boš dobil pa to ven v 5 minutah. No, jaz imam 2 vrsti weird sporočil na Instagramu, ki grejo pod one requeste in to je ali je sugar daddy, ki ti ponuja $50,000 na, ne vem, na teden, ali pa ta, ki ti ponuja, ti lahko nekaj vprašam, bi ti ponudil dodaten zaslužek. Tako da zdaj že kar sam blokiram take stvari. Ja, sej, ki je čist brez veze brat, a niso tako, kot da so vsi isti, no. Vsi so isti. Vsem da malo črke obrnejo. Živjo, vem, da se ne poznavate, lahko nekaj vprašam. Ja. Lih včeraj sem dobila enega ta A res? Ja, ampak začel se je z Bog s teboj. Ok. Tako da, Bog z nami. Ja, jaz sem enkrat to dobil zataknem za vrati. Jezus te kliče. Mene so že ustavili tako na avtobusni postaji ena gospa, kako ste lepa, gospodična, vam lahko nekaj povem? Pa jaz tako, veš, mislim, se ne bo nekaj vprašala, da rabi pomoč na avtobusni postaji, ne vem, kdaj pride bus ali nekaj. Ne, ona mi je dala knjigico in da naj si preberemo Bogu in tako naprej. Ja? Tako da, zanimivi pristopi, vsekakor. Vsekakor si už prebrala. Naslov naslednje zgodbice je Pobegla glavica. Ok. A si lahko predstavljaš, kaj bo tem naslovom? Ja, neki moški, prekratke hlače, neki. No, preberem. Najin zmenek se je končal tako, da sva odšla na plažo in na pijači uživala v sončnem zahodu. Vse je potekalo gladko, umirala sva od smeha in tem za pogovor nama kar ni zmanjkalo. Po nekaj kozarčkih sva se še bolj sprostila, na to pa sem naenkrat opazila nekaj rožnatega med njegovimi nogami. Kmalu sem ugotovila, da je to njegov penis v vsem svojem sijaju, ki je našel pot ven skozi odprto zadrgo na hlačah. Okay. On sploh ni opazil, dokler ni videl, kako čudno ga gledam. Ampak realno, ne, se to, ki te nekdo privlači, se moški zgodi, hiter smo, ja. Sam gledal, da je našel pot skozi zadrgo, je bil še brez gatku zbodi. Predvidevam. Ali pa komando. A ja, še tako. To, ki je bil navdušen. Okay. A se te pa zdaj zgodil, Klemen? Da je prišel ven iz zadrge, ne. Ampak pač, ki se skrišno tako res bevo, ki je res wow ti, ne. Okay. Se kar vse dvigne. Okay. Hiter. Vzdušje se dvigne, energija je. Tako. Dobro. Naslednja zgodbica. Sedela sem v parku in se pogovarjala, na to pa mi je iznenada rekel, da ni prepričan, da se nam bo obneslo, vstal in stekel stran, kolikor hitro je mogel. Brez glavo je nekam pobegnil, dobesedno. Kaj pa mu je rekla? To me zanima. Mene ful zanima, kaj je bilo tazga, da se pač ustaneš in pobegneš. Kaj bi bilo zate neka taka zadeva? Kaj bi mogla bejba reči, da bi pobegnil? Ne vem, s kakšnimi unimi ekstremnimi zadevami, da te zavežejo, da te režejo, da ne vem kaj, ne. Pač takrat bi jaz hitro vstal in pobegnil. Zviznil. Neki, da se bom počutil ogroženega. Ok. No, dokler sedela sta v parku, tako da dokler so opcije, da ti lahko varno nekam res pobegneš, je kar kul. Mislim, kakšen je to park, ne? Zvečer v parku Tivoli? To zelo ni promocija za mesto Ljubljana, ampak se kar strinjam. Saj tudi tako, ne v parku, ampak nekje v mestu, tako je včasih neprijetno, če se sam sprehajaš. Tako da,
bi verjetno nekoga klicala in pobegnila zraven. Na pomoč. Po telefonu. Ne vem, Ja. neki ste mogli imeti tako debato Je o mogla- avokadu. Mogoče že pač pobega. ni mara avokada in je pobegnil. Zadnja zgodbica, preden gremo mi na najne slabe zgodbe. Na prvem zmenku sem pustila ključ v zaklenjenem avtu. 2krat zapored. Mislim, da sem pustila najhujši možen prvi vtis v zgodovini zmenkov. Zmedena je bila. Zmedena, Ja. prikupno zmedena. Prikupno zmedena. Bež Men- flag. Ja, to sem hvala reči. Meni se to sploh ne zdi nek bizaren zmenek, grozen zmenek, pač se ti zgodi. Mogoče je bila živčna, mogoče je bil fant tako všeč. Ja. Se Nič ponovadi narobe. se ti dogaja, da si zmeden, pa Ja. pozabljaš stvari. Pa. To sem jaz. To bi se znal meni zgoditi, recimo. Kaj pa je tvoj slab zmenek? Kakšne imaš? Jaz v bistvu najslabše zmenke sem doživel prek Tinderja. Ok, same. Ne vem, ki priješ na zmenk, ki se sploh ne poznaš, nisi iz nekak istega okolja, recimo, ne vem. Najlepše je tako, da imaš že neki, da se že spoznaš, ne vem, da si plesal skupaj, da si, ne vem, se družil skupaj. To je najlepši zmenk, ki se že malo poznaš, pa potem v bistvu stvar samo nadgradiš, ne. Te recimo, ki so pa Tinder zmenki, pa to pa, ki pride nekdo iz čist tretjega okolja, ki se ti predstavlja tam kot ne vem kaj, da je prišel iz neba superstar, ne. To pa mi v bistvu ni tako kulno, ker v bistvu težko je razviti neko debato, no in potem se ti zgodijo razne stvari, prvi zmenk z bebo, nič, drugi zmenk, nič, tretji zmenk, nič, ti se samo čakaš. Kaj se bo zgodilo, ne? Kaj se bo zgodilo in tako, ko je neka taka hladna vojna smo. Jaz se pa spomnim enega svojega, po mojem je bil to eden izmed prvih zmenkov, dajem narekovaje, v osnovni šoli. Enega fanta sem spoznala pač prek Facebooka. Neki skupni prijatelji ali kakorkoli že. In jaz so se zmenila, da greva v kino. In ker valjda nisem upala iti sama, je šla z mano ena sošolka. In najprej sem bila tako, ker bo tako zapreli, da boš ti nekje pač počakala, pa grem jaz z njim v kino in vse. In potem sem se zmenila, gremo skupaj, ni bed. In mi gremo v Kolosej, gremo kupiti karte in jaz pač rečem, da bi 2 karti, zame pa za prijateljico. In pol on tako stoji za nama in kao vprašam, pač, če bomo pač valjda bomo skupaj sedeli. In ona meni tako, vam dam 3, pa jaz tako, ja, lahko, a ne? Pa on tako, ja, ti bom jaz pol vrnil denar. In potem mi gremo v ta kino, mi se nisva ne zares spoznala, ne objela, ne pogovarjala. Gledali smo film in ko je bilo konc, smo se pač šli in smo šli vsak svojo pot. In jaz nisem dobila denarja nazaj za te karte. Ok. Kar je pa zdaj najbolj bizarno, zdaj tako 10 let potem, ne, sem jaz tega fanta videla spet na Facebooku. Ugani, s čim se ukvarja? Piramidni sistem. Župnik je. Župnik je! Tako da, kar zanimivo, ne? A imaš ti kako tako smešno iz mlajših let? No, pač. Meni recimo, jaz sem enkrat eno punco, ki je bila iz Turčije. Okay. In meni enostavno, ful je bila luštna, ful prijazna, vse je tako, kot je treba, pač ful so se dobro štekala. Ampak nisem se porazumela, ki mi smo iz Slovenije, oni so iz Turčije in oni imajo čisto drugačne navade kot mi. In recimo, ne vem, jedla sva tam neki na krožniku in je padel po tleh in se razbil. In ona mene pogleda, kaznuj me. In jaz tako, zakaj bi te kaznoval? Pač se je sam krožnik padel, spucaš vrco ti. In to se je skozi ponavljalo in ni šlo čez, nikakor. Niso se mogla glede tega ustaliti, da bi bila ona malo bolj tako na free, pa da tudi čez kaj razbije. Pa. In kako naj bi jo kaznoval? Ja, ne vem, kaj naredijo gospodje iz Turčije, ne vem. Ojoj. Mogoče sem jaz lahko samo tako na letu, ker tudi dosti drugih iz Turčije poznam, so čisto normalni, ampak ja, tisto je pa tako, kot da je žena in da, ojoj, Kaznuj me. kaznuj me. En teden ne smeš ven. Ojej. Jaz sem imela mogoče še eno tako bedno izkušnjo, tudi valjda iz Tinderja, ne, če so jih to omenila. Sem se zmenila z enim fantom, da greva na zmenk in je bilo tako, jaz sem tako delala v eni trgovinci v centru Ljubljane, sem rekla, ok, dobiva se lahko pač ob 8, ko jaz končam, ok, super, zmenjeno.
In pol jaz sem začela pač tisti dan delati popoldne in sem mu dopoldne še napisala, tako je za dan svelja, se vidva, tralala. Ni odgovora. Okay, malo nenavadno, ampak ok, pač verjetno dela. In potem jaz pač, tako sem tudi jaz pač v trgovini delala, nisem časa gledala telefon. In potem jaz, ok, sicer še ni odpisal, ampak verjetno, ne, mogoče velja. Sej, če počakam tle 15 minut, meni ne bo nič koštalo. Jaz čakam, nič mu napišem, hej, pač, what's up? In on tako, joj, sorry, sem imel Skype klic. In sem tako, ok, kaj zdaj? Ja, a lahko prestavlja na jutr. Prvi red flag je bil, da je on imel Skype klic. Od on so uporabljala Skype. Ja, res je. Ampak sem tako, ok, Skype klic, kdo ve. Ok, prestavlja na jutr. In pride jutr. Jaz spet delam, po koncu službe, ok, zdaj ga bom tle počakala. Njega ni. Jaz njemu napišem, kje pa si? In me je tip blokiral na Facebooku. Pač ni sploh prišel. Ustrašil se te? Ustrašil se me. A si to bil Skype klic prvo? Skype klic. Mislim, tako sej, veš, fora tem mesta se najprej par dni pogovarjala in se mi je zdelo, da pač sej energija je cool, zabavno je, da ima se pač zdaj videti še v živo. Ampak on kar je zablokiral Skype klic in potem je blokiral. Tako da, good luck to him ali nekaj. Nekje, kar je. Lej, mogoče pa še bolj zame v tem primeru. Da. Vsaka stvar je z namenom. Absolutno. To se jaz ful strinjam. Ok, to je to od najnih, razen če imaš ti kako zadeliti? Si se že kakšna spomnil vmes? Čakaj. Sigurno je še kakšna se najde. Sigurno, kakšna vroča. Enkrat sem bil v nekem lokalu dol na Hrvaškem, samski, in tam smo plesali, ful dobro bili, in moji kolegi so se ga ful napili in šli. Ni jih bilo. Ok, jaz sem sam ustal. In z neko Pa ne za bejbo dolgo. Valjda, mogo se neko novo družbo najde. Absolutno. In so se z eno bejbo ful začela pogovarjati. In plesala in tako. In na koncu pač žurke, ki je bil še en komad in je bil že dan. Ampak veš, to je bil tako lokal, pa potem plaža dol. In so rekli, da gre se malo še tja dol na plažo usedeti, pa pač malo, veš, morje, romantika, ne vem, to. Perfect scenery. Perfect scenery. In enkrat midva leživa, pogovarjava se, ful je bilo že dobro. In pride en tip in se počepne za nama in nama začne razlagati bla stvari. In midva ostaneva in greva drugam, on za nama, bla. Glavnem, uničil nama je zmenk. Ok. Bala sem se, da boš rekel, da je prišel, počepno zraven je bil tako, zakaj se pa ti pogovarjaš z mojo punco? Ne. To bi bilo verjetno še slabše. To bi bilo ful slabo. Da, To bi jaz mogel polaupati. Bi ti laupal iz zmenka. Zmenka. Ok. Zanimive zgodbice, skratka. Mogoče še kako prešparava za naslednjič. Tako. Tako da vabam vse gledalce, poslušalce in Kosmo bralce, da tudi svojo bizarno zmenek zgodbo delite z nami v komentarjih ali pa v sporočilu in se gledamo in poslušamo v naslednjem vročem Kosmo podcastu. Čau!